Že doma kurite? Ja, je že kurilna sezona, ne? To je tudi čas, ko je stopnja onesnaženosti zraka višja kot poleti. Umazaniji v zraku se sicer ne moremo povsem izogniti, lahko pa poskrbimo, da dihamo čist in zdrav zrak. V avtu, doma ali na delovnem mestu. Kako bomo govorili pa z Loreno Leonardos iz Yonexa. Dobrodošli. Dober dan. Torej, rešitev je ionizator. Vsekakor. Zdaj, kaj ta ionizator naredi? Ionizator oddaja ione iz ogljikove ščetke. Tale ogljikova ščetka je unikatna, imamo jo samo Slovenci in oddaja ione brez škodljivega ozona. To so ti negativni ioni. Negativni, zdravilni. Zato lahko tudi vdihavamo neposredno ob ogljikovi ščetki. Ampak kaj bo ščetka naredila, kaj bo ionizator naredil v prostoru? Negativni ioni bodo polovili vso umazanijo, predvsem bakterije, viruse, ki jih ne moremo odstraniti z ničemer, izpušne pline, prah in vse ostalo, kar še alergene in tako naprej. Namreč ti delčki vsi so tako majhni, da jih praktično s prostim očesom ne vidimo in ves čas lebdijo in jih jasno vdihavamo. Negativni ioni so pa edini, ki lahko to odstranijo in se seveda ti delčki ne morejo več dvigniti. To je bistvo tega procesa ionizacije. Še nekaj, kaj naredijo še negativni ioni v telesu? Z vdihavanjem omogočimo vnos ionov v telo in znižajo raven histamina, to je za astmatike, alergike pomembno, znižajo raven stresnega hormona. Glejte, čisto smo pod stresom. Torej, je izjemnega pomena to znižanje, ker je to tihi ubijalec. Obenem se pa dvigne imunski sistem oziroma obramba telesa se dvigne. In paket vsega tega prinaša tudi ozdravitve alergikov, astmatikov, hipertonikov z to metodo vdihavanja, kot sem pokazala pri ogljikovi ščetki. A veste, da jaz sem si pa predstavljala vedno, da je to večja zadeva. Veste, pa je zelo priročna, ne? Velikost, mi smo se trudili, da je majhen, zato ker ga lažje držiš, ker ga daš v torbico, ker ga nešeš s sabo. In tudi velikost ni pomembna. Pomembno je, koliko ionov oddaja. 45 milijonov ionov na kubični centimeter na sekundo se sliši grozno veliko, ampak je tudi grozno veliko umazanije, ki jo morajo ioni odstraniti, da lahko imamo čist zrak. Kaj se še dogaja v bistvu, poleg tega, ko ioni odstranijo prah? Vemo, da ko začnemo kuriti, toplota povzroča ples tega prahu in kaj imamo občutek zatohlosti v prostoru. In ta zatohlost da moramo vedno nekaj sesati. Je moteča in mislimo, da moramo zdaj pa vlažilnik dati v prostor, ampak temu ni tako. Namreč vlažilnik bo oddajal vodo. Voda ima pa kapljično napetost, ki ne omogoča, da bi kakršnokoli umazanijo sprejela vase. Obenem je pa voda odlična čistilka, odlična hraniteljica bakterij in virusov. In so ljudje še prej inficirajo oziroma še prej postanejo prehlajeni. Tako da negativni ioni so tisti, ki omogočajo, da se ne prehladijo in mi velikokrat slišimo kritične skupine, o katerih sva prej tudi z zdravnico bolj govorili. občutljivi. In seveda, mi dostikrat slišimo, naprimer na sejmu Narava zdravje, ja, letos pa nismo bili prehlajeni, odkar imamo ionizator, ker odstrani bakterije, viruse. Če pa je kdo že prehlajen, poln nos, zamašen, samo vdihavati, dalj časa, 10 minut, 15 minut se nos odpre. Brez stranskih učinkov, brez... Boste v nadaljevanju povedali, kako to pravzaprav v praksi uporabljamo in kako hitro se lahko nadejamo nekega spremenjenega stanja, se pravi boljšega stanja. Dejstvo je, da je zrak v notranjih prostorih suh, poln nekih malih delčkov, ki nam lahko škodujejo in seveda ta zrak velja izboljšati, če se imamo radi in radi se imamo, ne? Zrak okoli nas je onesnažen, to vemo. Upoštevati je dobro določena pravila zračenja notranjih prostorov. Več v prispevku. Morate pa vedeti, da imamo tudi notri določene izvire delcev, recimo printerji so izvir recimo lahko ozona, potem če razmišljamo o tem, da kuhamo na plinskih gorilnikih, da si prižigamo svečke, da ne govorim sploh o cigaretnem dimu, je to vir delcev.
No, ste vedeli, da je lahko v zaprtih prostorih količina onesnaženja zraka še večja kot zunaj? Ko obnavljamo prostore z novim pohištvom, z novimi talnimi oblogami ali pa stenskimi oblogami, nehote povzročimo vnos kemikalij, ki lahko kar nekaj časa onesnažujejo zrak. Veliko onesnaževalcev pa pride v notranji prostor tudi med zračenjem. Zrak v Sloveniji je močno onesnažen poleti in pozimi. Slovenija je pa svoj problem, kjer pa niti evropske zakonodaje zelo pogosto ne dosegamo, to se pravi, imamo število prekoračitev tako zimskega kot poletnega onesnaževanja zraka večje kot pa dovoljeno. Ob tem Janja Turšič z Agencije za okolje miri. Imamo sprejetih 7 načrtov za zmanjšanje koncentracij delcev. Ta območja so Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj in 3 zasavske občine, tako da tam so sprejeti ukrepi, in se predvsem so ukrepi vezani na zmanjševanje emisij iz malih kurilnih naprav. Na drugi strani slovenska zakonodaja merjenja onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih ne predpisuje. Zato onesnaženost notranjega zraka podcenjujemo. Kako naj torej uporabljamo ionizator? Popolnoma enostavno. V prostoru postavimo ga na neko višje mesto, v kuhinji, tam, ker gre vonjave pod strop, dnevni prostor. V spalnici ga damo na nočno omarico, je zadost, ker bo iztrebke pršic odstranil, negativni ioni bodo ves čas naj bo vključen, ker porabi minimalno elektrike. Predvsem pa je treba vdihavati negativne ione. Če se spomnimo tega, smo naredili zelo veliko za telo, naredili smo za preventivo in če je pa v bistvu že prehlad prišel, pa sploh vdihavati, ker naredimo s tem tudi ogromno za telo, namreč odpremo dihalne poti z negativnimi ioni, predvsem poudarjeno brez stranskih učinkov. Ampak prostore imamo različno velike. Ja. Seveda, fajn je ionizator prestavljati iz prostora v prostor, ker bo ioniziral vse. Se pravi, za eno stanovanje zadošča en aparat. Če imate več denarja, kupite za vsako sobo svojega. Ampak glejte, ponavadi je tako, da tisti, ki je astmatik, alergik, naj ga ima doma, ali pa tisti, ki je bolj občutljiv za prehlade, naj ga v bližini ima čim več. Drugače pa takole, zvečer, ko gledate televizijo, polštrček, ionizator in niti vemo, da se zdravimo, niti ga ni treba držati. To je najlepša, bi rekla, taka drža, da se zdraviš ob tem, ko gledaš karkoli, ali pa se veseliš, ali pa bereš, ali karkoli. Lorena, hvala lepa. Ja, srečno. Prosim.